V torek 20. februarja 2018 v dopoldanskih urah se je v dvoru Trebnik v Slovenskih Konjicah odvijal medobčinski otroški parlament v organizaciji Društva prijateljev mladine Slovenske Konjice in v sodelovanju z učenci osnovne šole Loče kot gostiteljico. Udeležili so se tudi učenci ostalih lokalnih šol. Iz vsake šole je sodelovalo po 6 učencev. Iz osnovne šole Podgoro, osnovne šole Zreče, osnovne šole ob Dravinji in osnovne šole Vitanje. Danes se je naša dvorana spremenila, oziroma dvorana v Trebniku spremenila v šolsko dvorano, oziroma v učilnico. In mislim, da nam bo prav dobro, da se spomnimo, kako je bilo v šolskem sistemu nekoč, kako je danes, kaj vas moti, kakšne so vaše ideje za spremembo. Morda bo vaš glas, oziroma jaz verjamem, da ker je to dvoletna tema, da bo ta tema tudi slišana v Ljubljani. Da bomo lahko povedali tudi na ministrstvu oziroma tudi v parlamentu, kjer boste zasedali, kaj želite spremeniti v šolskem sistemu. Zato danes konstruktivno, ustvarjalno razmišljate, pripravite predloge, da jih lahko prenesemo naprej in da preživimo eno lepo dopoldne skupaj na medobčinskem parlamentu. Hvala. Hvala za izrečene besede. Sedaj pa bi besedi povabila še gospoda podžupana občine Slovenske Konjice, gospoda Petra Korena, da pove nekaj spodbudnih besed in nas v nadaljevanju spodbudi kreativni izmenjavi pogledov in mnenj na temo otroškega šolskega parlamenta. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Moram reči, da se kar veselim današnje debate, ko vidim toliko mladih nadobudnih možgančkov tule. In to bomo se tudi mi starejši, ki že prihajamo v tiste leta, da bomo že malo starokopitni, se bomo tudi kaj naučili. Moram pa povedati, da ta debata, ki se jo zdaj učite in pilite, je v življenju zelo pomembna. Kajti naučiti se jasno izraziti svoje mnenje, stališče, se postaviti za njega, je zelo pomembno. V življenju ti to vedno prav pride. In potem, ko ga jasno izraziš, moraš se tudi naučiti popustiti in sklenati kompromis. Kajti tvoje stališče malo kdaj pride v tej družbi, ki bi mogla biti enakopravna do izraza. In treba se postaviti jasno, izraziti, biti prepričljiv, na koncu pa tudi razmisliti o tem, kaj je prav, kar se da doseči, kar se ne da doseči, skleniti kompromis. In tega se je treba naučiti. In če se tega dobro naučili, ko bomo to znali po celem svetu, v vsej naši družbi, ne bo ne špitirov in ne vojn. In to mora biti cilj. Zato vam želim, da se tega čim bolj naučite, da vam bo v življenju čim lažje in boste imeli čim manj konfliktov v življenju. Hvala. Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju in pridobivanja informacij o človekovih in državljanskih pravicah. Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo pa se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu, ki bo letos 9. aprila v Državnem zboru. Projekt se v Sloveniji izvaja že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. Nastal je na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoje mnenja, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. Ob tem pričakujejo pozornost šolskih in lokalnih oblasti, vladnih in nevladnih organizacij, ki bi naj prisluhnili pobudam mladih in o njih z njimi kvalitetno razpravljali. Letošnja tema je šolstvo in šolski sistem. Kulturni program je pripravila Barbara Potnik iz osnovne šole Zreče, ki je tudi avtorica igre z naslovom Medsebojni odnosi v šoli, s katero so slikovito prikazali vsakodnevne situacije obnašanja v šoli, pa četudi ni vedno najbolj prijazno in nam je kasneje žal. Tako je tudi v življenju, vsak dan je drugačno, enkrat je veselje, včasih pa tudi kakšna manj dobra volja in temu primerni odzivi.
Pri vodenju otroškega parlamenta mentorji uporabljajo različne aktivnosti, s katerimi mlade ljudi želijo usmeriti v kritično razmišljanje in argumentirano izražanje in oblikovanje stališč, predlogov in idej. Pri pogovornih aktivnostih je njihov namen spodbuditi sodelovanje. Takrat se udeleženci bolj poglobijo, se domislijo različnih možnosti ali prispevajo predloge. Namen zabavnih aktivnosti je, da skozi zabavne metode otroci razmišljajo o določeni temi. Uporaba igre vlog v skupini vodi k poglobljenim pogovorom o tematiki, hkrati pa omogoča simulirano izkušnjo v varnem okolju in preizkušanje različnih načinov vedenj. Aktivna raziskava vključi otroke v kreativno zbiranje podatkov o določeni tematiki in spodbudi njihovo aktivnost, kar je možno doseči z intervjuji, anketnimi vprašalniki, opazovanjem, pregledovanjem in kontroliranjem. Pri poročanju otroci sami pripravijo plakat, referat ali povzetek in ga predstavijo ostalim, tako postanejo novinarji za en dan. Kreativne aktivnosti povezujejo obe polovici možganov in omogočajo celostno učenje. Pri tem je možno uporabiti časopise, revije, slike, besede, lego kocke, plastelin, različne kreativne materiale, materiale iz narave in podobne snovi. Moderni mediji so neizbežna realnost današnje generacije otrok. Potrebno jih je le ob pravem času naučiti varne uporabe in obvezno opozarjati na možne zlorabe. Otroški parlament ni le vsakoletni dogodek, temveč je pristop, ki mlade spodbuja k razvoju aktivnega državljanstva. Tega se ni mogoče naučiti iz znanja drugih. Zahteva lastno izkušnjo in ravno to je tisto, kar se poskuša mladim v varnem okolju dejavnosti, povezanih z otroškim parlamentom, zagotoviti. Varen prostor je prostor, v katerem mladi lahko sami izkušajo in preizkušajo, izražajo svoje mnenje brez obsojanja in lahko govorijo brez skrbi, da bi njihovo mnenje imelo posledice izven tega kroga. Varen prostor za mlade hkrati pomeni prostor učenja, kjer so poskusi del vsakdana, iz napak in uspehov, pa se učijo za prihodnost. Sklepne misli, ki so nastale kot posledica skoraj enourne debate v skupinah, so bile naslednje. Bom tekaj prebrala, zaključno misel, ko smo jo napisali. Pri medsebojnih odnosih je velik problem nasilje. Pri nasilju pa ljudje veliko prevečkrat pomislijo le na fizično, ne pa tudi na psihično nasilje, ki pa je lahko celo večji problem. Je tudi premalo opazno strani odraslih, saj se dogaja veliko več tudi preko interneta, kar pa je težko preprečiti. Fizično nasilje pa se hitreje opazi in prepreči. Čeprav se nam posledica fizičnega nasilja pozna na zunaj in izgleda huje, so posledice psihičnega nasilja lahko veliko huje in v človeku lahko ostanejo dlje časa, so pa tudi težje opazne. To smo nekako zaključno misel napisali. Drugače pa moramo sami poskrbeti za to, da se do nasilja ne pride. Zato moramo biti tudi do drugega spoštljivi, moramo poslušati, sklenjevati kompromise, izražati moramo tudi svoje mnenje, da se ne strinjamo vedno z vsem. Tudi učitelji nas morajo poslušati, mi moramo razumeti učitelje, ne obsojamo in pač ne izvajamo nasilja nad drugimi. Hvala. V tem omizju smo se pogajali v šoli in šolskem sistemu danes. Ugotovili smo, da je med učitelji in učenci premalo spoštovanja, veliko manj kot pa včasih, veruka ni več v javnih šolah, ker je prepovedan. Učitelji so manj strogi kot včasih in je več poudarka na pogovarjanju med učiteljem in učencem. Torej, tudi učitelji dobro predstavijo, se nam posvetijo in nam povejo svoje mnenje tudi o kakšnih snoveh, ki se jih učimo, nam dobro razložijo, da se lahko dobro naučimo in dobimo dobre ocene. Mislim pa, da učitelji veliko iščejo neznanja pri učencih in nočejo poiskati tistega znanja in dati mogoče kakšnim učencem, ki imajo težave pri učenju, priložnost, da se bi naučili. Mi pa tudi jim ne damo premalo možnosti, da se vključijo v našo družbo, zato je zaključna misel tega našega omizja, da je v šoli premalo učenja za življenje. Mi smo nekako strnali, da je v šoli veliko malo praktičnega učenja.
da se učitelji veliko premanj zavzemajo za razlage, ki nam jih podajajo in da jih mi dejansko ne razumemo, ampak morajo zaradi učnega načrta naprej. Potem smo ugotovili še, da bi se mogli učitelji bolj zavzemati za učence, ki potrebujejo še dodatne razlage in ne da potem razlagajo tisto, kar so že povedali in da še bolj zakomplicirajo stvari. Potem tudi tehnologije, da bi mogoče malo vključili, zaradi tega, ker si slikami, z idejami veliko bolj zapomnimo stvari. Pa da bi imeli to spraševanja napovedana ali vsi ali pa noben, zaradi tega, ker bi se lahko vsi pripravljali, vsi bi lahko se naučili, ker smo vsi sposobni se naučiti vsaj za 4, po mojem. Naša tema je bila šola je poligon za življenje. In že lahko videli sami, da smo govorili o znanju, ki se ga naučimo v šoli, ki nam pomaga tudi v življenju. Zdaj prvo vprašanje, ko sem ga vsem postavil, je bilo, kako nas šola opremi za življenje. In so vsi skozi odgovorili z znanjem. Kar je res, bolj smo se pogovarjali tudi o tem, če je to znanje preveč široko, preveč ozko, preveč suhoparno, preveč dejstev ali bi, mislim, če se to zdi vedi in smo nekako dognali, da je dobro, da je širok spektr znanja, da imamo vsi približno enake možnosti za nadaljne šolanje. Bolj smo se pa pogovarjali tudi o katerih veščinah, o veščinah, ki se jih naučimo v šoli, ko niso mogoče samo tiste, ko se jih naučimo pri pouku, ampak tudi mogoče med odmorom. In smo nekako ugotovili, da se naučimo v šoli najbolj pomembna stvar, ko se naučimo, so medsebojni odnosi. Oziroma ne samo medsebojni odnosi, ampak kakršnikoli odnosi. Medsebojni so, ko se mi z vrstniki z drugim pogovarjamo. Odnosi so pa tudi, ko se pogovarjamo mi, naprimer, znamo pristopiti učitlo, pa se z njim kaj pogovoriti, ali pa starejšim učencem, pa mlajšim učencem. In se nam zdi, da je to tudi kar pomembna stvar v življenju. S tem se naučimo, ne samo s tem, ampak tudi s šolarjem, splošno se naučimo neke odgovornosti, pa samostojnosti, kar je kar pomembna stvar v življenju, sicer ne samo za karierno pot, to smo nekako rekli, da je tisto, kar se pri pouku učimo, nam omogoča dobro kariero, sicer znanjem, da pa imamo mi lahko družino, da lahko imamo dobre prijateljske vezi, so pomembne tudi stvari, ko se jih naučimo, ne samo pri pouku, ampak tudi po pouku, med odmorom, med malce, kadarkoli. Potem smo se pa pogovarjali še o stvarih, oziroma o znanjih, veščinah, ki jih je premalo v šoli, pa se nam zdijo, da bi bile zelo pomembne za življenje. In smo vsi nekako dognali, da je praktičnih veščin premalo. In ko rečem praktičnih, mislim prav praktičnih, naprimer, čist tak primer, en je rekel prižgal pralni stroj, karkoli takega, to se sicer najbolj učili pri gospodinstvu, ampak smo vsi rekli, da je premalo tega, da pa je premalo tam praktičnega dela. Ne vem, večina, mislim, pa eni ne znamo likati, naprimer, takih stvari, ko bi se jih lahko tam naučili, pa so pomembne za življenje. Drugi ne znajo to in se nam zdi, da bi bile te stvari kar pomembne za življenje. Pa bi mogoče zaključil s sklepno mislijo. In sicer v šoli se naučimo mnogo pomembnih veščin za življenje in spoznamo mnogo različnih ljudi. A se vsi strinjamo, da bi nam v življenju koristilo tudi znanje praktičnih veščin in da je spoznavanje in učenje o le-teh v šoli pogosto zapostavljeno. Hvala. Mi smo se pa pogovarjali o šoli in šolskem sistemu včasih in smo ugotovili, da so se učenci bolj bali učitlo, ker so jih tepli. Imeli so različne kazni, kot je oslovska klop ali klečenje na koruzi. To pomeni, da so učenci bili bolj vzgojeni, so se bolj zavzemali za svoje ocene, ter se tudi bolj trudili za te, kljub temu, da niso imeli dovolj časa, saj so morali tudi doma pomagati na kmetijah. Imeli so različne predmete, ko jih imamo danes, kot naprimer lepopisje, in zato so tudi lepše pisali kot danes mi. Ter pri njih je bil obvezni predmet verouk. Danes pa si lahko mi izberemo, ali bomo hodili k verouku ali ne. Ter prehrana. Morali so z sabo si malico nositi, če pa si njim učenec mogel doma prinesiti malice, pa je stradal. V šoli je bilo tudi drugače tako, da niso imeli ogrevanja in so morali biti toplo oblečeni. In še zaključna misel, da so bili bolj vzgojeni ter so se bolj zavzemali za svojo oceno.
Medobčinski otroški parlament v Slovenskih Konjicah se je končal v sproščenem vzdušju ob manjši zakuski, ki so jo pripravile prostovoljke Društva prijateljev mladine Slovenske Konjice.